Razstava Pretrgane niti življenja ima dve ravni. Gre za osebne zgodbe, ki so se dotaknile Pavla Jamnika, Irene Uršič in Jožeta Dežmana. Tako izhodišče projekta predstavlja obsodba nasilnih prekinitev človeških življenj zaradi ideoloških ali svetovno-nazorskih vzrokov. Krik proti tovrstnim grozodejstvom je tkanje spomina. Razstavo želimo opozoriti predvsem na nekaj, kar se globoko v sebi zavedamo vsi, pa nihče, ko pride do nekega družbenega konflikta, se tega ne zaveda oziroma gre preko tega zavedanja. In to je, da je v vojaških konfliktih, v družbenih konfliktih izgubljanje človeških življenj nesmiselno. Človeška zgodovina je sestavljena iz samih družbenih konfliktov, samih pobijanj ljudi med seboj. In ko se ta konflikt konča, ostanejo za njim samo še tisoči milijoni mrtvih, ki gredo kmalu v pozabo, niti prešteti jih ni več mogoče, njihova življenja pa so se prekinila. Se pravi, niso izživeli tega, kar je v času bivanja pri ljudeh najbolj pomembno, se pravi svoje življenje. Z razstavo hočejo opozoriti na zgodbe in usode ljudi, ki so trpeli in končali življenje v družbenih konfliktih, ki se v prihodnosti zopet lahko ponovijo, a se ne bi smele več. Kako sestra, ki ne ve za pol brata, zve, ko je stara, da je umrl v taborišču, napiše 2 knjigi. To je zgodba mojega strica, njegovega prijatelja vaškega, ki en pade na jelovci, en v Italiji, materi jo prekopljata obe na domače pokopališče. Je zgodba, tukaj imamo zgodbo fanta, ki italijanska vojska Primorc pade pri Mostarju, ga prekopljajo domov. Potem je pilot ameriški z posadko še 4 sestreljen 19. augusta 1946 na Koprivniku. Kranjski Jehovc, aretiran 49. umorjen, brez sodbe. To so vse ti prizori, ki so pa naši. Z razstavo želijo opozoriti tudi na to, kako razdrobljen in nepovezan je svet mrtvih prve in druge svetovne vojne ter povojnega revolucionarnega nasilja, ki bi ga morala urediti Republika Slovenija. Na ozemlju slovenskem in zamejstvu v prvi in drugi vojni pade več kot 500 000 ljudi, od tega 300 000 na Soški fronti, 100 000 tujcev po drugi svetovni vojni. Čezmerom je pa okrog 140 000 prebivalcev sedanjega slovenskega ozemlja in od teh ima država Republika Slovenija register samo za 20 000. To pomeni, da je to tudi 2 opozorili. Eno je, da smo jim grobove sposobni urediti, in drugo je, da ta obogatitev zgodovine pomeni en skupen imenovalec obsodbo vojne, revolucije, nasilja, skratka bratomora v širšem smislu, in je poziv k miru. Se pravi, če smo to sposobni videti, obsoditi, se bomo lažje odločali za mirno, odpuščansko, spravno sožitje.